Spoštovani gledalci in gledalke vašega kanala, prisrčno pozdravljeni. V Katoliški cerkvi praznujemo danes cvetno ali oljčno nedeljo. S cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na Veliko noč, ki je največji krščanski praznik. V bogoslužju se spominjamo Jezusovega slovesnega hoda v mesto Jeruzalem. Z Jezusovim prihodom v Jeruzalem na cvetno nedeljo se dejansko začenja uresničevanje temeljnega Jezusovega poslanstva. Jezus Kristus ni prišel v Jeruzalem, da bi bil razglašen za zemeljskega kralja, temveč, da bi za nas trpel, umrl in svojim stajenjem premagal smrt ter nam odprl pot k svojemu očetu. Zato vsebino cvetne nedelje lahko razumemo le v povezavi z Velikim petkom in Kristusovim stajenjem. Obred se začne pred cerkvijo z blagoslovom zelenja, ki ga v procesiji med petjem nesemo v cerkev. V ospredju bogoslužnega praznovanja cvetne nedelje je najprej procesija v čast Kristusu kralju. Med mašo je slovesno branje ali petje pasijona Jezusovega trpljenja. V nadaljevanju Velikega tedna pa bomo te dogodke podoživljali. Na Veliki četrtek se bomo pridružili Jezusu pri zadnji večerji, ko je apostolom umil noge in jih uvedel v duhovništvo ter daroval prvo evharistijo sveto mašo. Na Veliki petek ga bomo lahko v duhu spremljali na križevem potu na Kalvarijo. Na Veliko soboto pri velikonočni vigiliji bomo prižgali novi ogenj in se bomo veselili, da bodo naši katehumeni, odrasli bratje in sestre, krščeni in sprejeti v cerkev, mi pa bomo obnovili krstne obljube in se z novokrščenci veselili duhovnih sadov velikonočnih praznikov. Spoštovane gledalke in gledalci, če smo se danes na cvetno nedeljo že vrnili od svete maše, obogateni z blagoslovom oljk zelenja in predvsem s poslušanjem Jezusovega trpljenja, hote ali ne hote tudi mi razmišljamo o svojih vsakdanjih križih, ki nam jih prinaša življenje in se nam zdijo, da so včasih za nas pretežki. Zato nam lahko spodbudo tele misli svetega Frančiška Saleškega, ki je o mojem in tvojem križu zapisal to: preden ti ga je poslal namreč križ, ga je Bog svojim vsevidnim očesom opazoval, svojim modrim razumom premislil, svojo previdnostjo preizkusil in svojim ljubečim usmiljenjem ogrel. Obeh rokah ga je pretehtal, ali ni morda za milimeter prevelik, za gram pretežak, potem ga je blagoslovil, mazilil svojo milostjo in navdahnil svojo tolažbo in še enkrat pogledal nate in na tvoj pogum. Tako prihaja zdaj ta križ naravnost iz nebes k tebi kot Božji klic in kot darilo. Obenem pa je sveti Frančišek po tej molitvi spoznal, da nihče ni postal velik brez križa. Tudi Jezus je bil v resnici najbolj povišan ravno na križu, ker je s križem in trpljenjem odrešil svet in vsakega izmed nas. Zaradi tega je križ postal znamenje kristjanov, saj simbolizira največjo ljubezen v zgodovini človeštva. Zato bi bilo prav, da bi v tednu, ki je pred nami, večkrat rekli na dan: molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Dragi gledalci vašega kanala, želim vam doživeto cvetno nedeljo in duhovno bogat Veliki teden,
ki naj vas popelje v veselo praznovanje velike noči, praznika Jezusovega vstajenja.